Letošnja zima je torej naredila svoje, ne? Iz rezervnega sklada ste namenili 100 tisoč evrov za popravilo tega, kar se je dogajalo, ne? Zadnja 2 meseca recimo. Ja, dejstvo je, da smo približno točno pred takšnim časom, 2 meseca nazaj, že ugotavljali med strokovnimi delavci občinske uprave, in tudi sam sem se začel zavedati, da če bo ta zima še malo trajala, da bomo precej več sredstev porabili, kot smo jih prvotno planirali. Seveda ne gre samo za strošek zimske službe, ki je več kot 2-krat večji kot v običajnih letih. Ob koncu zime so se pokazale še dodatne težave, namreč kar nekaj plazov se je sprožilo tako na kmetijskih zemljiščih, še bolj so pa akutni problemi na samih cestah in pa tudi ob eni stanovanjskih stavbi. In ob zavedanju tega, da je ta dolgotrajna zima pustila posledice tudi na javnih poteh in lokalnih cestah, smo nekako iskali vir, kako pokriti ta povečan strošek, in od dobrih 122 tisoč evrov, kolikor znaša proračunska rezerva, smo že v tem trenutku se odločili, da sprostimo 100 tisoč evrov tako za pokrivanje sanacij na javnih poteh in lokalnih cestah, predvsem pa na tretjem delu, to je za pripravo elaboratov za sanacijo teh plazov. Torej 22 tisoč evrov ostaja še, če se še kaj zgodi letos. Ja, mi imamo še to rezervo, ki je res da minimalna, ampak o tem, kaj bo, če bo, bomo razmišljali takrat, ko bo. Omenili ste, da pripravljate projekt telovadnice v Ločah. Boste prijavili na razpis za energetsko obnovo? Tako, ja, to je prva faza. Prijavljamo se na razpis za obnovo, za energetsko učinkovito obnovo objektov, in v ta namen smo danes sprejeli tako DIP kot tudi načrt razvojnih programov, kar je predpogoj, če se hočemo na razpisu prijaviti. Kaj konkretno bi naredili v tej telovadnici? Konkretno je potrebno najprej sanirati tla, pod, se pravi parket, okna in pa samo streho ter fasado. Do kdaj recimo bi lahko Ločani pričakujejo to? Predvideno je, da v letošnjem letu pripravimo projektno dokumentacijo, z deli bi pričeli v naslednjem letu in pa končno zaključek del pa v letu 2015. Ne preveč priljubljen ukrep morali sprejeti, cene odpadkov in pa vode od 1. maja v konjiški občini bodo precej ali pa nekoliko višje. Ja, dejstvo je, da smo z današnjimi sklepi občinskega sveta pravzaprav sledili tistemu, kar je bilo že dlje časa nujno storiti, ne samo v naši občini, ampak kar v vseh slovenskih občinah, kajti cene komunalnih storitev, če temu tako rečem na kratko, se niso spremenile že kar celo desetletje. Vsi pa vemo, da je med tem časom prišlo do znatnega porasta nekaterih ali pa večine stroškov in pa v določenem delu tudi zahteve Evropske unije pomenijo bolj kakovostne storitve, se pravi višji standard. In vse to je potrebno na nek način pokriti na mestu, kjer ta strošek tudi nastaja. Če bi v nedogled uporabljali dosedanjo prakso, v katero smo pravzaprav bili prisiljeni, ko smo vsako leto iz proračuna pokrivali med 200 in 300 tisoč evri, in če bi ta sredstva, ki so šla za pokrivanje izgub, namenili za obnovo, za prepotrebno obnovo komunalne infrastrukture, potem se danes ne bi pogovarjali o tolikšnih izgubah na vodovodnem sistemu in še o marsičem drugem, kar nas v tem trenutku pesti. Jaz sem prepričan, da bo ta dvig cen, ki se v odstotkih mogoče sliši res visok, ampak na koncu koncev, če ste danes poslušali predstavitev direktorja javnega komunalnega podjetja, to pomeni za kompletne komunalne storitve, če ne gre za odvoz bioloških odpadkov, približno 2,5 evra na glavo, se pravi na družinskega člana, več kot do sedaj.
Sicer pa, ker gre za odvoz tudi bioloških odpadkov, je pa ta dvig cen približno 3,5 evrov na prebivalca oziroma na člana družine mesečno. To so cene brez davka, se pravi, malenkost višje so. Vedno je nepriljubljen ukrep, ampak po 10 letih je enkrat bilo potrebno sprejeti ene ukrepe, da se ta agonija nenehnega povzročanja izgube na javnem komunalnem podjetju prekine. Ampak kot sem dejal, cene so povsem primerljive in marsikje tudi na področju ravnanja s komunalnimi odpadki so cene še vedno nižje kot pa v sosednjih občinah. Tistih 200-300 tisoč evrov, koliko ste porabili za pokrivanje izgube, bo šlo zdaj kako namensko za... Ja, seveda, gre v ta namen, kamor je pravzaprav obseg sredstev, kar se tiče proračuna, je znan in tisto razliko, ki smo jo pokrivali, bomo lahko nekaj več storili na samem izboljšanju komunalne infrastrukture. Še več pa si seveda obetamo že v jeseni, že v septembru letošnjega leta je po terminskem planu predvideno dokončanje izgradnje centralne čistilne naprave in pa vseh primarnih cevovodov, kar ne smemo pozabiti, da gre za več kot 9 milijonov evrov vredno investicijo. In v nadaljevanju pa seveda pričakujemo to, kar nam zaradi dolgotrajnih birokratskih mlinov še vedno ni uspelo. In če dam samo za primerjavo, da smo skoraj 2 leti dopolnjevali vlogo za izboljšanje vodooskrbe za pridobitev kohezijskih sredstev in smo na koncu po 2 letih prišli do točke oziroma do oblike vloge, takšna kot je bila pred 2 letoma, potem je odgovor jasen, zakaj smo dostikrat na videz neuspešni, pa vendar je vloženo ogromno dela, pravega učinka pa v tem trenutku še vedno ni. Jaz pa pričakujem, da bomo v kakšnem letu dni le uspeli prepričati državne birokrate, da je ta vloga čisto dobra. Verjetno ste tudi te cene dobro prejeli in verjamete, da bodo zdržale časa. Seveda nič ni naključnega. Vsi izračuni so opravljeni na podlagi sedaj znanih dejstev in tudi na vseh odborih nadzorni svet javnega komunalnega podjetja je tudi obravnaval zadevo in konec koncev samo poslovanje javnega komunalnega podjetja je pod drobnogledom vsakoletne revizije strani pooblaščene hiše, tako da nekako moramo tem podatkom zaupati. Pa verjamete, da bodo te cene držale? Govorim o tem, da so pripravljene v osnovi sedaj znanih cen. Ko bomo imeli znan rezultat finančnega poslovanja za leto 2013, bomo na osnovi tega v skladu z metodologijo in tistim, kar bo pokazal elaborat izračuna cene, lahko cene v primeru znatnega odstopanja, se pravi odstopanja več kot 10%, korigirali bodisi navzgor, bodisi navzdol. Jaz sem prej prepričan, če bo vse držalo tako, kot je sedaj ta izračun pripravljen, da se nam v naslednjem letu prej obeta znižanje cen kot pa dvigovanje.